Pozdravljeni! Ogledali si bomo kratek film o Maticu, ki se zadnje čase zelo posveča varnosti v prometu, in o njegovi babici, ki ga k temu spodbuja. Pa se še mi kaj naučimo. Na prehodu za pešce se vedno ustavita, pogledata levo, desno, levo, ter se tako prepričata, da je prečkanje varno. Na sredini pa še enkrat pogledata desno in se prepričata, da so ju vozniki opazili. Tudi pri prehodu čez železniško progo se je potrebno prepričati, da je pot varna. Tam, kjer ni pločnika, vedno hodimo ob levem robu ceste, in sicer tako, da je odrasla oseba med otrokom in cesto. Tako vidimo prihajajoče vozilo in se mu lahko umaknemo, če nas voznik spregleda ali vozi nepravilno. Tako. Babica in Matic sta srečno prikorakala do cilja. Matic gre k verouku, babica pa ga bo počakala v cerkvi. O, poglejte Matica, kako je opazen z odsevnimi trakovi in rutko. Danes so se pri verouku gotovo učili o tem, kako si varen v prometu. Tile trakovi mu prav pristojijo. Babi, danes smo se v šoli učili, kako si bolj viden, zato sem ti prinesel te trakove, ki me skrbi zate. Tudi v šoli so se učili, kako pomembno je, da smo v prometu opazni. Matic vedno skrbi za svojo babico, zato je tudi njej prinesel odsevnike. Bravo, Matic! Babica je odsevnik prinesla tudi svoji prijateljici. Če bi vsi tako skrbeli za svoje prijatelje, bi bili v prometu veliko bolj varni. Poglej, vnuk mi je prinesel odsevni trak in mi je povedal, da mi je to prinesel zato, da bom varna na cesti, veš, veliko hodim zvečer in se bom videla. O, super. In sem se spomnila nate in sem ga prosila, naj da še zate enega. Zdaj pa kar probajmo. O, hvala, zdaj bom pa res bolj vidna v temi. Poglejte, kako se odsevni trakovi lepo vidijo v temi. Zdaj sta na poti domov zares opazni in varni. Pa ponovimo. Na prehodu za pešce se vedno ustavita, pogledata levo, desno, levo, ter se tako prepričata, da je prečkanje varno. Na sredini pa še enkrat pogledata desno in se prepričata, da so ju vozniki opazili. Tudi pri prehodu čez železniško progo se moramo prepričati, da se ne približuje vlak. Če so zapornice spuščene in utripajo luči, pa nikakor ne smemo prečkati proge. Sami smo tisti, ki moramo v prvi vrsti skrbeti za svojo varnost na cesti. Zato poskrbimo, da bomo za voznike čim bolj opazni. Pa še nasvet za starše. Kadar otroka pripeljete v šolo ali k verouku, naj iz avtomobila vedno izstopa na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa, najbolje na pločnik. Na bolj prometnih ulicah se postavite tako, da otrok ne more steči iz avta na cesto. Kadar pa nimamo možnosti ustaviti ob pločniku in nismo prepričani, da zna otrok sam priti do šole, vozilo parkirajmo ter otroka pospremimo iz avta do šole. Pri tem lahko z njim tudi ponavljamo pravila v prometu. Otrok naj sam opiše, kaj vidi. Vedno naj opazuje in glasno izgovarja, kaj dela. Tako bomo njegovo znanje še bolj utrjevali. Občasno pa preverimo, koliko zna, in ga po potrebi še dodatno poučimo.